Torej, dame in gospodje, dragi prijatelji, draga družba, na vrsti je drugi youtuberski intervju, v katerem sem se odločil povabiti eno zelo simpatično, navihano, zelo lušno in seksi dekle, ki se ukvarja z plesanjem na motorističnih šovih, pazite to, ne? In še z marsičem drugim, ne? Ime je Tana, sem si prav zbonil? Tako je. Okay. Ime je Tana in glede na to, da sem rekel, da moram jaz njo dobiti na tale pogovor, ker si to zasluži, ne? Ker mislim, da je ne pozna dovolj ljudi in od tega trenutka dalje bo ona postala super zvezda, v to sem prepričan, ne? Tako da Tana, lep pozdrav in dobrodošla v drugi youtuberski intervju Iztoka Gartnerja. Hvala lepa, sem ful vesela, da sem lahko sploh prišla. Si, ne? Ja, ful. Kak se počutiš v tem mojem skromnem youtuberskem kotičku, no, kak ne rečem? Ful je prijeten, zaradi tega, ker ni preveč vse skupaj načičkano, sploh pa ta tvoj vol je fenomenalni. Če imam svoje slike, imam gor, se druga nimam, ne? To si Ja, opazila. ja. Tule gledaš tele filme, tule desno, ne? Poznaš kaj ali si premlada za te zgodbe? Poznam, ja, ampak definitivno po moje nisem nič gledala, no, ker ni Nič nisi gledala? Ne, ni bil TV moj prva izbira, no, sploh ne. Ne. Tana, daj mi reči, da mogoče se gledalcem najnim youtuberskim, ki te ne poznajo, recimo, ne, kaj bi jim povedala, kdo sploh si, kaj pravzaprav delaš, čim se ukvarjaš, kaj te veseli in tako naprej, ne? Imaš zdaj neki trenutko, da to poveš, ne, samo vse. Zdaj, čist tak, jaz sem čisto ena obična oseba v samem začetku. Obična oseba. Nisem lih podpornica OnlyFansa, no, če tako rečem. Nisi, kaj pa tukaj delaš? Niti ne, no. Čak, Tana, počakaj, to pa zdaj počakaj zdaj malo. Se pravi, če zdaj te prešla, da se mora sleči, se ne boš slekla, ali kaj? Ne. Pa se za YouTube se ne sme. Ja, to imamo srečo. Ne? To imamo veliko srečo, da je dress code takšen, kot je. To pač žal gledalci moram vas razočarati. Ja. Tukaj je druga scena. Ne? Ja. No, na OnlyFans še pridemo. No, ja, povej naprej. Drugače jaz delam tako vsak posameznik normalno v trgovini. Drugače imam pa milijon hobijev. Zanima me od plesa do kozmetike in pol greš v drugi ekstrem, avti. Avti so moja ta druga strast, poleg vsega tega in zato pač tudi delam. Seks v avtomobilih ali kak? Zbiraš avte ali kak misliš? Zdaj, glede na to, da ima moj partner ful mali avto, je to dosti težko izvedljivo, ker sta samo dva sedeža. To pomeni, da ima velik penis, ne? Mali avto, velik penis. Ja. Mislim, to pol vse zgliha, tisti prostor nima veze. Okay. Zdaj sem te zmedel, no povej naprej. Ja. Mislim, strast avti, kaj plešeš na avtošovih, motošovih? Jaz sem v bistvu promotorka, no, za različne firme. Dejansko pač plešem, pač naredim žurko. Največkrat se gre tu za firme, ko se ukvarjajo z avtoakustiko. To se ukvarja tudi moj, pa kolega, pa kolegica. Sprav to kaj, kako naredijo, bom rekel, v avtih, no, da se čuje dobro, sound system. Ne? Tako je. In ti kaj konkretno tam delaš ti, recimo, ko priješ na ta šov, kaj konkretno delaš? Se slečeš, te se namažejo s peno ali z vodo, ali kaj delaš, z unim vapom te spucajo, kaj se dogaja tam s tabo? Ne, jaz načeloma samo plešem, drugače pa kar je promocije, od letakov do, če so kakšni srečelovi, se s tem pač ukvarjam, delim stvari. Pusti to, zanima me tam, kaj se tam dogaja, ta ples. To se tam dogaja. Ples je improviziran. To si sama ali imaš kako prijateljico zraven? Imela sem, ampak trenutno sem sama. Ja. Pa to je, mislim, ker gledam jaz te motošove, ne, doskrat sem gledal pa avtošove, to so zelo drzne dekleta, ne, to se namaže z vodo, pa s peno, pa gor se drajsaš po šipi. Je to ta scena? Trenutno ni, je pa bila lani je pa bila ta scena, s kolegico, je bila na Ptuju na avtošovu,
Takrat je bilo malo bolj pestro. No? Zdaj trenutno je pa samo za avtoakustiko in trenutno tega ni. No? Ja, no, malo je padlo vodo. Ja. No, pa ko si s to kolegico bila, kaj ste imeli, kakšne lesbo šove, kakšne te scene ali ne? Plesali smo ena po drugi, prali smo avte. No, to me zanima. Najbolj zanimivo je to, da pač je treba zleziti na kombi, to je par metrov visoko. Drsi dol verjetno, ne? Ker ja, je kar zanimivo, so bile že poškodbe na ta štos, ampak okej, nič hujšega. Dogaja se skosno, res. Karkoli se spomnimo, karkoli smo se spomnili, to smo tudi naredili. Ampak, kje je pa meja tvoja, recimo, da na tem šovu česa ne bi, ne vem, da je bila zgoraj brez, to gre? Ne. Zakaj ne? Kaj pa, da bi samo eno ložko pokazala, ne obe, da bi eno sam, ne? Pol je pa tako brez veze, če ni vse, ni nič. Zakaj pa imaš recimo to mejo? To si se sama tako odločila, ali so pravila teh šovov, ali je zaželjeno, da bi bilo več, ali si rekla sama ne, tukaj imam jaz mejo in čez to ne bom šla, kak je s tem? Zaenkrat je meja čist sam zaradi mene, pa tudi nek respekt do partnerja, če že ne druga. Kaj pa že bila sama? Tisti pa druga zgodba, ampak nisem sama. No, pa, delaš na tem, da bi bila sama? Ne. Si zadovoljna z njim? Sem zelo zadovoljna z njim. Pa kaj je ljubosum partner, da se ukvarjaš s takimi provokativnimi stvarmi? Niti slučajno, ne. On v bistvu še iz vsega tega naredi nek štos. Štos naredi? Ja, še štos. Evo, zdaj je prišel obiskati moj pu, da pazi, da se kakšne čudne stvari dogajajo. Pu, tule bodi, pa bodi pridem, da mi da teti intervju naredimo, veš? Ja, tule bodi, pridem fant. Tana, rekla si, da delaš v trgovini, ampak tvoja ta temna stran, divja stran je pa nekaj čist drugega. Je veliko takih punc, recimo, da uradno so pridne, neuradno so pa nagajive. Je to pravilo, recimo, da si privat kontra, kot si v službi? Ker imam občutek, da v službi ljudje pojma nimajo, kdo si ti. Ne. Ja, pa kaj si čisto drugačna tam? V službi me poznajo čisto v drugi luči, kolektiv pa to je... Ampak ne vejo, da to delaš? Ne, večinoma ne. Kaj pa zdaj, ne bojo zdaj izvedeli tu? Pač bojo. Ampak, ko te pogled, si čisto drugačna v službi ti? Tudi zavideš čisto drugačna? Ja. Aha. Se To kar dobro skriva. To so moje čopke. Umetne joške, kaj imaš? Cela si, kaj ne? Zdaj v službi je tako ali tako uniforma. Načeloma v službi največkrat furam čop, ne? Kaj delaš? Furam čop. To greš pol na čop, gor greš pa... A ja, čop, nosiš čop. To so najstniške. Furam čop. To in nisem nič posebnega. Tudi namazana, nisem zrihtana nič, nisem zaradi tega, ker pač v službi imamo ful različnih stvari za delati in biti neki high, in potem pa pride ven ta divja tvoja plat, tam pa se pol odklopiš. Tam pa sam greš. Ja. Ti, kaj pa to gledam, te tatuje, ko jih imaš cel kup? Koliko imaš tatujev? Veš sploh točno številko tatujev? Ne vem, jaz bi rekla, da jih je okoli 20. Pa kje so vse, poleg tega, ko jih tu vidimo, kje so še? Večinoma so po nogah, po rokah, nekaj imam tudi na hrbtu, tule vmes. Pa moja... Ne, v spodaj nimam nič, imam pa na zadnji plati. Kaj pa imaš? Eno kronico imam. Zakaj pa recimo tu ne bi imela isto bashir ali pa kaj takega? To se lahko še zmenimo, ne? Ja, to se lahko še zmenimo. Delamo na tem, ne. Ti, prej si omenila tako odločno, da OnlyFans pa ne, da to pa ti ne. Kaj imaš proti OnlyFansu? Načeloma nimam nič proti OnlyFansu, imam proti temu, da bi jaz bila tam gor. Zakaj? Jaz sem, glede na mojo starost, sem dosti starokopitna včasih. Čakaj, koliko si stara? Si polnoletna že, da ne bo Zlatko, ne dis naredil. Koliko si stara? Naslednje leto bo okrogla, tako da me čaka trojka. 30? Trojka, trojka. Ok, pa ni panike. Ni panike. Kje smo ostala? Pri OnlyFansu, Pri OnlyFansu. da si starokopitna. Ja, starokopitna sem. Tiste punce, ko to počnejo, hvala Bogu, služijo s tem denar, super. Jaz sem pa še vedno pač tista oseba, če ne ostanem zjutraj, oziroma če ne grem v službo delati tako, se zagre, nisem to jaz. Ja, pa čak, se bi lahko to dodatno delala, se ne rabi službe pstiti. Lahko bi, sam... Kaj bi zdaj nek argument, da zato ne moreš delati OnlyFansa, ker rada ostaja zjutraj? Si bi pa zvečer delala OnlyFans? Ja, ne, starokopitna sem res. No pa kaj te, golota te matra, kaj?
Ja, recimo, no. Sej golota še ni tak problem. Kaj pa? To se mi ne zdi kot pristno delo. Jaz rada delam urnik, fizično, da se res dela. Snemala tudi fizične posnetke. Mislim, če hočeš delati fizično, tudi fizično delaš. Ne smem imeti panike. Ne? Ja, je bil tudi predlog. Ampak ne. Ampak ne. Ne, nisem je za to. Kaj pa na te punce, recimo, ki to delajo, kaj gledaš recimo na njih kot na to, da je to easy money, da to vsaka zna, da je to lahko zaslužen denar, ali imaš v glavi, da je treba garati? Kaj gledaš na ta dekleta pa na to, kar počnejo? To načeloma je easy money, ne? Ampak je čist drug sistem, ko jaz recimo, ko garam 6 ur skup. Meni je to easy money, no, se res, da moraš ful časa vložiti v vso snemanje in vse, pač moraš res delati content konstantno, če ne, tak ali tak ni nič, ne. Veš, da je to tako lahko? Lahko ni, ampak je čist drugač, pač delati neke fizične. Pa lahko vsaka po tvoje OnlyFans, vsaka lahko uspe v tem, ali ne? Čisto odvisno, koliko si pridn. Čisto odvisno, koliko delaš, koliko snemaš, koliko imaš tale kreative v sebi. Kaj pa glede izgleda? Misliš, da je pomembno danes, kako izgledaš, ali lahko vsaka naredi zgodbo iz svojega telesa, na vse zadnje, ne vem, svojega, da je drugačna svoje posebnosti, unikatnosti, ali misliš, da mora biti, ne vem, to manekenska postava, gor dol, ali ne? Jaz mislim, da ne. Da lahko vsaka najde svoj prostor pod soncem. Vsaka lahko najde. No, ker to sem ti hotel povedati, da če bi to rekla, bi ti rekel, da se motiš, ne? Da imaš prav, ne? Da v bistvu je čisto za vsako punco je danes posel, ne? Ker imajo tipi različne okuse, enem radi debele, suhe, obrite, kosmate, blondne, črne, z eno roko, z dvema rokama, s 3 joškami, s 3 klitorisi in tako naprej. Skratka, vsaka ima posel, no, in to želim povedati, da tiste punce, ki imajo v glavi, da ne bi OnlyFansa delale, ker niso dosti dobre za pogled, naj se tega znebijo in čisto vsaka lahko to dela, ker ima čisto vsaka ima možnost dobiti svoj kos pogače in danes ugotavljam, pa me popravi, če se motim, no, da moškim popolnost več ni interesantna, da imajo radi bolj pristne punce z napakami, se pravi punce, ki niso tako popolne, ampak imajo narekovajih neke handikepe, ne vem, ali ne vem, da je malo več kil, ne vem, da ni rita, kako je mogla biti, da je ena joška večja od druge, če se malo hecam. Imam prav, da moški več ne iščejo popolnosti, ampak da jih zanima ta druga stran, pristnosti, bodi to, kar si. Ali se motim, ali še vedno užge ta popolnost? Ne, se ne motiš. Pač dve plati so, ne? Nek content, ko je, radi vidijo, da je res vse tipi topi, da je pač manekenka tam, ne? Ko prije pa do realnega življenja, so pa moški pač, imajo pač drugač pošlihtano, kar se žensk tiče, no? Vsaj, kar jaz vidim, ne? Že tudi jaz recimo, zdaj bo ful čudno izpadlo, ampak jaz sem ful rada to, kaj že, Valerija Stil. Kva? Valerija Stil, ko je prnesa. Ne poznaš verjetno? Zgo pa to, jaz ne poznam. Oziroma Valerija Saks je, no? Ne moram zgooglati, zdaj, kaj imam telefon tam. Kot Valerija Stil? Valerija Stil oziroma Valerija Saks. Porno zvezda. Ona je porno zvezda. Kaj dela? Dobila je tudi nagrado za najboljšo skvrterko. Zdaj si me usmešila pred vesolno televizijo, da isto fucking Gardner ne pozna porno scene, ne? Se pravi, za skvrterko je dobila nagrado. To je njena specialnost. Tako je. No, če smo že pri tem skvrtu, ko si ga omenila, jaz sem dosti v svojih oddajah delal tudi glede tega, imeli smo tečaj skvrta, tekmovanje v skvrtu, ko smo postavili lončke. Sveče, in kjera ugasne več sveč, ne? Na koncu je bil pa lonček in če bi napolnili lonček, bi potem mogel ti spiti, pa smo molil Boga, da ne bo. Kaj misliš ti glede tega skvrta, če smo že bili pri tem? Sama si kriva, ker si sama to omenila. Je to res ali je to blef? Na porno filmih zdaj govorimo. Ali je to zraven lulanje, voda, ali je res? Ker ko gledam te porno filme, to ona pride in naredi vuf. Je to v reali tudi možno, ali je to na filmu vsema blefa? Je na filmu blef, 100%. Ne moreš. Po moje niso punce sposobne toliko spet vsega. Se pravi, da je to zaigrano? Neki je, neki ni. Po mojem. Pa ti obvladaš to? To bomo preskočila. Dobro? Čakaj, kaj se reka? Preskočila bomo to. Skakala bi, kaj? Preskočila bomo to. Ok. No, zdaj pa še to vprašam, ne? Ko si prej omenila pač moške, ženske, gor dol, kaj so všeč moškim, recimo, kaj misliš, da je zdaj trend?
razen te tvoje Valerije Saks, skvrtrke. Kaj je zdaj trend pri fantih, pa ne govorimo zdaj med znanimi ljudmi, govorimo o navadnih smrtnikih, po tvoje. Kjere punce so fantom leta 2024 všeč? Čisto odvisno, katera generacija. Aha, generacijsko to gre. Po moje gre kar generacijsko. No, pa recimo od mladih proti starim, rečemo, če to določiš lahko. Bolj, ko gledam mlade, ne razumem, ker so dejansko vsi isti. Hodiš po Celju, po Ljubljani, po Mariboru, kjerkoli pač hodiš, je scena približno ista. Ja, ne vidim nobene več tiste izvirnosti, no, se mi zdi. Tako da, pa kaj pomeni ista scena, na kak način? Ista scena, kar se tiče karakterno, kar se tiče videzno, pač obnašanje, tudi jaz opazim. Se mi zdi kar vse identično. No. Prej se mi zdi, da je bilo več rave scene, pa metal scene. Zdaj so pa vsi, meni se zdijo vsi isti. No. Kot da bi dal kopirni stroj. Točno tako, ja. Ampak to mladi, mišljeno 15 do 20. Razumem. Kaj pa pol naprej, proti 30? Proti naši generaciji se pa kar držijo, se mi zdi. No. Se pa kar držijo. No, kaj pa tam trend? Zdaj razmišljam, kaj bi moj rekel v tem primeru. Kaj mu je ful za hece. Kaj te vem? Stara kuka, dobra supa, ne vem. Starejša, ko je bolje všeč moškim, ali kaj? Se mi zdi, ja. Viš, ker ta naš prijatelj Dinoti, on je kontra povedal. On je povedal, da vsi moški, pa smo jaz odgovoril na ta video, on je trdil, da so moškim všeč mlade. In da čim ženska je stara na 30 let, ni več zanimiva. Res, da je malo pretiraval, pa tudi se malo pohecal, malo provociral, ampak jaz sem pa glih kontra trend opažal že mnogo let, da mladi ali pa tam do 30 gledajo po starejših, da ne gledajo mladi, da gledajo mogoče te moji letniki mlade, ne vem, ali ki pridejo v najbolj nora leta, pa hočejo večno mladost imeti, ne vem, ampak da starejša ženska je bila, tako si rekla, je bila vedno trend. Milf, gilf, da celo gilf že, in mladi vsi sanjajo v starejši ženski. Torej, da bi imeli starejše ženske za pogreb in niso več aktualne, to je daleč od resnice, dejansko so, So, izkušnje imajo, obvladajo sceno. To je res. To je v moškim pomembno. Ful je zanimivo, no? Ker jaz sem v avtodruštvu, v skupini in so večinoma moški prevladujejo. Ja, in kaj pravijo? In to je ful zanimivo. Enim so starejše, enim so ful mlajše, enim so, mislim, ful je dvorez meč. Ampak kaj pa mislim, ko jih gledaš, kjerim misliš, da so mlajše, kjerim so pa starejše? Bi lahko naredila en zaključek, komu so starejše, komu so mlajše, pa zakaj? Starejše so tistim, ko si želijo nekaj, ko se želijo ustaviti, da niso več ustaliti tako. Sprav, mlade so pa kaj, za avanture, za flirt, za zebance. Ja, to opažam, no. Tako jaz vidim. Ja, pa kaj hočeš reči, da so mlade punce danes niso za resne zveze, da so vse sam za afrikancijo? To glih ne, so za resno zvezo, sam se mi zdi, da je v bistvu boljš tudi za njih, da dajo več skozi, ko pa da so na koncu dneva ne vem, po 5 letih razočarane. Joj, moj dat je pa šel zaradi tega, ker me je prevaril in ne vem ko. Brez veze, ne. Je boljš si nabrati neke izkušnje, pa dati več skozi, ko pa skozi eno driblat že pri 15, ker ne dobiš tega. Kar rabiš, dobesedno. Kaj pa recimo ti misliš, da se naučiš v seksu, v odnosih in to, da imaš več različnih partnerjev, ali da se lahko z enim skozi leta in leta naučiš več? Kak je tvoj pogled na to? Ali je fajn jih imeti več, da sprobaš, da se umiriš, da ne noriš? Ali se lahko z enim to naučiš, pa ne rabiš jih veliko probati? To je čisto odvisno od vsakega posameznika. Eni morajo se res zgoniti, isto je pri fantih, isto je pri puncah, noben ni nič labeled tu. Drugač pa res čisto odvisno. Pri meni je bilo tako, da bom zdaj iskrena, sem začela že v bistvu imeti prvega fanta pri 15, pa sem jih zamenjala ene par, no. In zdaj šele po vsem tem ugotavljam, da v bistvu lahko z vsemi temi izkušnjami, ko jih imam, še nadgradim s trenutnim partnerjem, ko ga imam. Spravo, to ti ni škodno dejansko, da si imela? Ne, dobesedno ne. Kaj pa recimo je pametno povedati fantu resnično številko ali pa punci partnerjev, če le ta ni mala, ali je fajn se zlagati? Če koliko si jih ti imel čuj,
Tam, koliko? Ali rečeš? Jaz sem povedala, točno tako je bilo, jaz nisem skrivala, Ja, zaradi mogoče tega, to, ker ker nisem pač, imela njih 100, ne? Kaj če jih imela pa 100? po moje tudi ne bi skrivala, zaradi Bi tega, rekla. ker je sam cifra, mislim, No, ja. No, mislim, načeloma ni pomembno, zdaj pa, kar vzameš, ne? Seveda Mislim, sem cifra, no. Vse moški imajo tudi lahko veliko žensk, ne? Pa tebe ne bi motilo, da bi videla, da je imel 300 žensk pred tabo. Načeloma ne. Pa ne bi imela v glavi, da jih bo imel še enih 100 med tabo pa. Ali bi verjela, da zdaj pa po 300 tih imel sem tebe? Jaz načeloma na začetku razpucam. Razpucaš. Ja, Kaj ne. razpucaš? A imaš namen imeti resno zvezo ali ne? Glih pove, da ti bo, ne. A me imaš namen varati? Ne, itak da ne. To je čist drugo. A To je drugo? čist drugo. Če imaš namen imeti resno zvezo, se greš resno zvezo, če ne, pač ne, Ja. malo sem pa tja skačeš in to je to. Koliko pa veš, da ti je partner zvest? Imaš kakšne trike, kakšne teste ti za to? Ne, Ali bi zgruntala? ne, jaz bi zgruntala. Kak? Jaz bi zgruntala. Kaj, po čem? Kaj? Poznam mojega zelo dobro, Ja. ker smo bila v bistvu na začetku prijatelja in zdaj smo pač partnerja in prijatelja in ni da ni. Jaz bi 100% zgruntala, če ne tako pa drugače zaradi tega, ker se mu vidi, pač vidi se. Ne. Kaj pa To on bi so- zgruntil tebe? Ja, sigurno. 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 Ki bi mu šla 100%. povedati tako, kaj? Ki bi te žrla slaba vest. Ja, po mojem bi se to zgodilo. Čuj, no, kako pa gledaš na to zvestobo? Ne? Kako gledaš na to zvestobo? Se ti zdi, da je to precenjeno, da je to prav, da smo preveč občutljivi, da je fajn biti zvest, ali recimo, da je možno imaš odprto zvezo, pa to gre skozi, ali da ne gre? Kak je tvoj pogled na to? Fajn, da si omenil to, zaradi tega, ker sem gledala tisti tvoj intervju zadnjič pri Davidu. Ja? In je bila to tema, in jaz sem taka, da sem zvesta, vedno bila, vedno bom. Ko moj pune. Po mojem, še slabše. Okay. In ja, in sem bila pripravljena ubiti človeka, ko me je prevaril, ker so me pač vsi partnerji do zdaj. Se pravi, da sem jaz to prav govoril tam not, ne? Ker eni so me prebili na križki, nisem razumel, jaz malo sem sicer grobo povedal. Ne? Ja, to je res. Malo sem povedal grobo, ampak če tisto je malo poslušal, pa dobro, tudi z konteksta je malo bilo vzeto, moraš cel intervju poslušati, ampak tisto je po gruntu, kaj sem želel povedati, si zdaj točno tole rekel, da bi partnerja ubila, če bi te prevaral. Ne? Ja. Največ umora in vsega je točno zato, zaradi teh prevar. In dejansko človeka dobesedno ubiješ, ker se ti utrga, ko to zveš. Še posebej, če si mu ti zvest. Ne? Ja. In to sem jaz tam razlagal. Torej, ti bi bila pripravljena ubiti človeka. Ne? No, evo, ste videli, to sem jaz tam govoril, pa ste me na križ prebili. Ne? Ja, evo jo. Ne? Ja. Ja, Vsi so te prevarali do zdaj. Ja, nažalost. Ja, kako si, pa si slabo posli, ali kaj? Ne. Ne znaš fafati, ali kaj? Zdaj ne vem, če bi sicer to omenila Ja, omeni, trenutno, ampak fanti, ko sem jih jaz imela, so že od štarta vedeli, da pač jaz ne želim imeti družine. In šele po 3 letih so oni pač pol začeli na mene delati ono. Ja, ti pa nočeš družine, ja, zdaj pa gremo na razne. Mislim, zakaj nismo prej... Očitno ima to veze, zaradi tega, ker jaz si ti vsega kriva, si ti nočeš imeti družine, jaz grem drugam in še drugam. Jaz mislim, da ti fafati ne znaš, da je to problem. Ne. To lahko gremo kar mojega poklica. Lahko gremo poklica. Komod. To obvladaš, kaj? Prav da ja. Mo bom verjel na besedo, ne? Prav. Drugo mi tako prestane. Namreč, ker zakaj pa po tvoje moški, te tudi ženske varajo, ampak nema zdaj z tega vidika, zakaj moški po tvoje vara? Po mojem zaradi tega, ker ni dost komunikacije, ne druge. Komunikacije za seks, pa komunikacije v splošnem življenju. Mora biti oboje zglihano, če ni zglihano, je pol iščejo druge. Se pravi, če manjka pogovor, da takrat pride do problema, ali kaj? Po mojem ja. Vsaj, ko jaz vidim, gledam. In ni nujno, da je nezadovoljstvo v seksu razlog? Da ni to nujno? Ne, ni to nujno. Ne. Da lahko mogoče je ljubica še slabša od te, ki jo ima, pa vsem gre. Ker je pač prasec. Ja. In ta ljubica ni v redu in gre k drugi ljubici. Bravo. Je domov za ljubico. Bravo. Ti, kaj pa kontra? Zakaj pa ženska vara? Čist isto. Isto? Čist isto. Ni več. Isto. Nima čustva. Ali pa se dati na pune zredu in je fertik. Ne.
Ne. Ok, ker punce so skozi enake, to je res, to imaš prav. Ne, isto je, čisto identično. Ja. Jaz ne delam razlik v tem. Ja. No, pa če si že omenila to rejenje, ne, dejansko je dobra tema. Ne. Dejansko je dobra tema. Misliš, da to je zdaj zelo dvorezen meč, ne bom se komu zamerila, ampak če sem čisto iskrena. Jaz gledam pare, ne, pa so bili skupaj, ker so bili vsi lepi mladi, ne, pa se pa mnogi zapustijo, bodimo iskreni. Ja. Zdaj pa praviš, če imaš ti nekoga rad, ženska rodi enkrat, dvakrat, mnoga telesa zagotovo niso več takšne, kot so bila, pa ne bo zdaj ti težil, ja, zdaj imaš pa ti strije, pa imaš to, pa ne, si kreten, da bo zdaj ti zaradi tega zdaj šel od svoje strani, pa recimo, da se ti bo, ne vem, mož malo zredil, gor dol, že zdaj si pa ti debel, kot te jebe, nisi jim več všeč. To so ekstremi, to se ne sme zgoditi, tle lepota mine, ostalo ostane, ampak govorim, da se to res zapusti, ne vem, pa se zredi za 100 kil, ne, ali pa bila ženska, ne vem, na začetku je imela, ne zmišljujem si, 70 kil, zdaj ima pa 140. Ne? A je fair, da pričakuje od moškega, da je mora ljubiti tako, kot je, ali ima pravico mož reči, fuck, ne vzburjaš me več, ne vstane mi več na tebe, pizda, glej, kaka si, ali je to grdo. Kje smo, če smo čisto iskrena, kje smo tu, pa pazi, kaj še reka, zdaj, to hitro, to ljudje hitro začnejo, pa ampak glej, bomo iskreni. Jaz bom iskrena, nimam zadržka, kar se tega tiče. Ja. Jaz mislim, da ima vsak pravico povedati to, kar mu leži na duši. A tudi, če prizadaneš partnerja s tem? Zdaj, če je partner razumljiv, ne, mislim, da tu se ne gre samo za videz, gre se tudi za zdravje itd. Ja, razumem. Če se pogovoriš tako, se je treba, če sta oba tako, ko morata biti, mislim, da ne bi smel problem, no, mislim, zdaj ne moreš glih reči, ti si debela, jaz grem. Ja. Pač lepo poveš, ne vem, kaj se je s tabo zgodil, kaj je narobe, skupaj rešimo, ne gremo skupaj v fitness, dajmo to, dajmo ono, dajmo tretje. Zdaj. Kaj pa, da sta stara, ne vem, že 60? Tis pa tak nima poči, ne. Ok. Ti si pa pogreb, tako je. Ja, sem da 30 let kasneje. Ne. Mislim, da če si ti skupaj, ne vem, 40 let, pa si star 60 let, da bolj tudi načeloma si skupaj že zaradi tega, ker imaš neko res fez. In zaradi neke take stvari tudi ne boš šel pa 60 na razen. To je bedarija, če mene vprašaš. Pri mladih je pa fajn, da ohranijo to. Čeprav veš, kaj po drugi strani pa zgledam, imaš pa ful urejene, ljudi še vedno, tudi 60, 70, pa pazijo na sebe, pa tudi takšen par lepo pogledati, ko nekam gre, pa se še vedno lepa, pa se zrihtata, pa to. Ker mnogi, pa ne samo, da se ti zapustiš telesno, ti se zapustiš v smislu rihtanja, ne vem, ženska se ne našminka več, ne gre več frizerju, je v ne vem, nekih širokih, strganih trenirkah, moški je tak, drumeš ima, ne vem, tisti pivski trebušček, vse en kak zgleda, razumeš, drugo, tretje, ne? In pa mogoče zaradi tega, ne vem, se res ljudje ne privlačijo več med sabo tako, ker se zapustijo, ne? Ni to tudi en razlog, da če ti skrbiš za sebe, da si skozi seksi partnerju, ne? Pa si mu skozi zanimiv, ali ni to tak pizda? Zdaj, če hočeš partnerja obdržati, ja, ne? Definitivno, ja. Moraš delati na tem, zato da si in seb in njemu oziroma njej privlačen. Če ti nisi samozavesten pa seksi, pa tudi njemu, ne boš to sigurno. Tako je, to je zato. Ti, kak je pa tvoj recept? Koliko si se v zvezi dolg s tem? Trenutno smo 3 leta skupaj. No, kak je tvoj recept, recimo v modernem času, za mlado punco, kot si ti, da je rata 3-letna zveza, da ne gre v kurat že po 14 dneh ali pa po 2 mesecih ali pa po pol leta? Kaj je pa tvoj recept? Mi da smo dosti delali na tem, da se res ful veliko pogovarjamo, da delamo stvari skupaj, da gremo kam skupaj, da smo si v pomoč en drugemu, pač res, da smo začeli na neki bazi prijateljstva, pa da smo šla pol naprej. Tudi imamo to, kakor neko dogovor v bistvu, da če ne štima neki, da se takoj pove, oziroma če zveza ne bi štimala več, da se gre na razen in ni nobenih zamer, ni nobenih, ne vem, jokanj, smeranj, to, ker pač, če ne gre, je tako ali tako bolj za oba, pač treba je biti potrpežljiv, se pogovarjati, pa seks mora biti tako je treba. No, si me prehitela, ne? Koliko je pa seks, koliko je seks pomemben za srečo? Meni zelo. Kaj to pomeni? Meni zelo, zaradi tega, ker pomaga pri vsem, sprosti stres, dejansko se bolj povežeš s partnerjem. Jaz sem ful rada, da se kaj noga proba, tega da je res pomembno. Seks je ful pomemben. Pa najbolj pomembno, vsega? Ne, to pa ziher, ne. Kaj pa je bolj pomembno?
Bolj pomembno, mora biti kar ravnovesje. Ne vem, če je glih najbolj pomembno. Ampak če seks ne štima, ne more iti skozi. Tako je. Je problem. Je problem. Bi zamenjala fanta. Ja, bi verjetno. Sorry, pazi, opa. No, ko si rekel, da probavaš skozi nekaj novega, ne? Pa lahko skozi vse ta leta skozi nekaj novega si izmisliš. Stvari je toliko. Pa ki to črpaš, kaj? Te Veronike Saksa? Kdo ti daje na svete? Knjige bereš, gledaš porniče, ali bereš, se pogovarjaš, kaj? Skot črpaš ideje? Z vse posod. Na spletu res piše vse. Obstaja Kama Sutra, obstajajo ljudje, ki so s tem... Kje smo pa res ostala? Jaz sem prvega probal, pa me križ boli že danes, tako da sem nehal. Ja, verjamem. Jaz sem že v letih. Ne? Ja. Zdaj, glede na mojo starokopitnost prej, jaz sem še vedno pristaš dogija, to ne bom zamenjala nikoli po mojem, tudi moj ne. Ja? Trenutno smo v fazi probavanja igrač pa tega. Igrač. Trenutno je to faza, ja. Pa to kupujete ali si sposojate od prijatelja? Nikakor si ne sposujemo. Če hočeš kvalitetno robo, je ful drago, to veš. Pa ni spet tako drago. Ni? Ne. Kaj ta celo omaro zdaj prav teh močkov? Omara glih ni, je pa kar neki stvari. Pa kaj bi priporočala recimo puncam, da je vredno probati teh igračk? To je pa zdaj težko reči. Ja. Zaradi tega, ker ene imajo rade to, druge nimajo rade to. Treba je biti ful previden s temi zadevami. Ja. Kaj, da kaj ne pogotneš? Tudi to, ja. Okay, tudi to, ker pa si na urgenci si to zapolnijo in se smejo še en teden. To je res, ja. No pa kaj bi priporočala, da je fajn? Jaz osebno uživam v buttplugih. Zelo. Zelo. To te je ta naučila, ta Veronika Saks? Ne, to je prišlo čisto spontano, kar nekaj let nazaj. Pa to imaš zdaj tudi noter? Pa ne, pa če ki to nosiš, kar tak skos nosiš to noter, vem pa takrat, ko se igrata. Takrat, ko se dogaja, takrat je to važno. Pa on tudi to uporablja? Ne. A on pa ne? Ne. Noče, a kaj? Ne, ni šans. Pa ti bi rada, da bi? Ne. Ne, ti ni ta ideja rajcik? Ne. Aha. Ne, ker ga poznam, vem, kak je in tudi si nočem predstavljati tega. Ja. No, zdaj pa to recimo, ne, poglej, recimo si že omenila ta buttplug, ne. Ni zanimivo recimo, da mnoge punce ob tem rekli, fuck, ne, pa to ni, pa to gor dol, ne. Da, jaz sem vedno trdil, ne, da žensko telo je ustvarjeno, ne, za užitke, za norije, vsak centimeter ženskega telesa je narejen za takšen in drugačen užitek. Ne. In zakaj bi neke stvari ženska na sebi v narekovajih šparala, pa se ne zavedala, koliko potencijala imajo določeni deli njenega telesa, zaradi nekih, razumeš, nekih idej, da to pa ne, da to je pa ugabno, to se pa ne sme, to pa delajo kurbe, gor do levo, desno, ne. Zakaj misliš, da je v ženskah, mogoče mlade, ste malo bolj odprte, no, ampak mnoge ženske, ki jih tudi jaz osebno poznam, recimo v omembi tega, ne, pa ti si malo nor, pa to, ne, pa ne. Zakaj misliš, da ženske nočejo do konca sprostiti svoje seksualnosti, svojega telesa, vsega, kar jim dejansko njihovo telo nudi? Kje misliš, da je problem? Po moje je strah. Oziroma, zdaj, če se vse skupaj dogaja z nekim partnerjem, ne vem, kdorkoli že pač, Ja. Da so ljudje, to moraš res početi z ljudmi, ki so izkušeni. Meni se zdi, da jih je zelo strah, da bo nekdo prišel, pa jaz zdaj bom pa tole probala, pa ono probala, pa tretje. Ne, s tabo pa ne bom, zaradi tega, ker nimaš pojma. Ponavadi je po moje to problem. Da mi že v moškem problem toliko, da ne zna na pravi način to prezentirati. Ja, žensko je pa na koncu v bistvu strah, setet pa nima pojma, pa ne bo znal, ne. To ni kar tak, ne, jaz ne morem kar takoj. Ja. Se pravi, da dejansko je na moškemu, da žensko sprosti v teh norijah, ali kaj hočeš povedati? Tudi. Oziroma ženska na ženski, če se odvisno kdo vače. Ja, je pač čisto odvisno. Ja. Moški ima veliko vlogo pri ženski, ženska ima pa veliko vlogo pri moškem. Je tudi obratno, ne? Kaj pa recimo, fora je tudi, to sem jaz tudi večkrat poudaril, pa včasih se malo smešno čuje, sam ni, ne? Če gledaš, vsi imajo v glavi, da moški so za vse,
ženske treba pa prepričevati, ne? Pa jih treba prepričevati za analni seks, pa jih treba prepričevati, da pogoltnejo, pa jih treba prepričevati za ne vem kaj. Moški je pa itak za vse, pa ni res, veš. Imaš ti ful zdržanih moških, ki ne bi probil tega, pa ne bi probil tega, pa mu ni do tega, ni tega. In tudi tak moški rabi žensko, da ga sprosti, da ga odpne, da ga znori. Ne? Ni to res, da je moški vedno za vse, ženska pa ne, pa da je to, ne? Tudi moški rabi kako noro bejbo ob sebi, če je zadržan, ne? Veš, to hočem povedati, ne? Da imate ženske mogoče v glavi, da moški je pa tak vedno za vse. Ni res. Ne, ni res. Ni res. Glede na to, da sem ful v moški družbi, to sigurno ne drži. Moj je z mamo, ja, če bi bilo pa kakšna druga, ali pa če bi se kaj drugega dogajalo, ali pa če bi bil kak, ne vem, trojček, ne vem, bla, bla. Ja. A nima do trojčkov, kaj? Ne, po moje ne, ali pa skriv. Ja, kaj si ga vprašala sploh? Sem ga vprašala, pa je bil odgovor tako malo čuden. Ja, pa kaj, v kakšni postavi? Z moje strani ali z njegove? Mislim, ko si ga vprašala, si ga predlagala, kaj? Kako postavo? Dva moška ali dve ženske pa on. Pa je rekel, da ni za, kaj? Je rekel, da bo premislil. Kaj je bil pri zdravniku, kaj je za enem času? Ne, pa je pa res, da je vroče, veš, ker Ja, vroče vročina, vpliva na ljudi, vpliva vročina, zelo čudno, ne. Ja. Kaj pa dva moška pa ti? To bi pa sigurno rekel ne. A to pa To bi bi sigurno rekel ne. To je pa, kaj pa ti ne. rekla? Kaj bi raje, če zbereš, kaj bi raje? Kar oboje. Kar boje. Ne bom nič zbirala. Ne boš? Ne. Ne boš delala krivice? Ne bom. Ja. Da je za vse dost. Si probala, da je s kako žensko, kaj že? Ja, In? jaz sem imela žensko, ja. Kaj, v zvezi si bila žensko? Ne, nisem bila v zvezi, sem pa probala z žensko. In? To pa sem. In? Je bilo lušno, ker sem bila sama in vse, ampak da bi pa dejansko imela žensko doma kot partnerko, to pa definitivno. Bi bila tečna preveč, kaj? Ker tudi kolegic nimam, imam tiste dve, ko so, ostalo so vse moški, tam je 15 dedov, pa dve kolegice in sebe je definitivno žensko ne bi. V zvezi ne? Ne, kje. Za kakšne take flirte pa? Tisti pa ja, tisti pa kul. Tisti pa kul, ja. Kaj pa da, mislim, da je zdaj pa, ko si recimo z moškim že nekaj časa ne pogrešaš več tega za žensko? Ne. Za kak dodatek, dan, recimo? Dobro, velikrat se delam norca, to je res, ne. Dragi, danes gre pa tale z nama domov. Ampak ne, dejansko ne. Pač se ne, tako bi bilo vse, po mojem. Ja. Ampak ne pogrešam. Ne, ker nimam teh for LGBTQ pa to, ko imajo oni. Ja. Nimam tega. Jaz pač sem probala stvari, ko so me zanimale in zdaj sem tam, kjer sem. Ok, zdaj pa to povej, kaj pa recimo je tvoj ta turn on največji, da te znori, da rečeš fuck. Turn on? Ja. Ko trenira v mojem stanovanju. Treniraš kaj? On trenira, ne jaz. A ko ga gledaš, ko trenira? Ja. A to te vzburi? To je za mene to. Kaj kot teži dviguje? Ona v bistvu dela bolj kot street workout sceno, drugače tudi to, ja. Pa imate to zadevo za na vrate gore, ko se dviguješ. Ti zdaj se štemaš. Tako, ja. Ko to gledaš, si... Res? Ja. Ja. Full simple. Nič posebnega. To pa ne vem, če sem daj čul že. Ja. Wow. Jaz sem full simple. Pri meni... Kaj pa turn off največji? Red flag, ali kako se to reče zdaj po novem? Red flag. Ja. Dlake. Dlake? Kje? Dol. To ti je kao ono, fuck. Ne, to mi sploh ne gre. Pri moški mora biti čisto gladek dol. Fajn je, ja. Ja, fajn je, da ni zdaj to. Zgleda to tako pol otročje, dojenčkasto, pedofilsko. Ne. Mora biti. Pač, da je lepo urejeno, zrihtano, da ni ono tisto. Ja, no dobro, to je zdaj razlika. Ali ne rabi biti čist brez? Pač, zrihtan mora biti, tako je treba. Kak pa ti pa dlake gledaš na to, kak to mora biti čist gladko, vse brez? A ni zdaj to nazaj, niso dlake nazaj, zdaj prišle malo v modo? Ja. Pa ni. Sem opazila, tudi na pornofilmih, to ful porajta. Pa ni tvoja scena to? Ne, nekako ne. Ti je ono Ne. Si ona generacija, ko to po moje ne bo je simpatično. Po mojem, tudi ja. Pa dosti pornofilmov omenjaš, dosti pornofilmov gledaš, ali kaj? Ja, pogledam. Obvladaš bolj pornofilme, kot jaz vidim. To glih ne. Jaz teh novih nič ne poznam, kjer so te zvezde. Ja, pa kaj naj gledaš, poleg Squirta, polne tvoje Veronike Saks, kaj naj gledaš na pornofilmih, kaj te najbolj zanima? Pa ne, da te vzburja, ampak da te najbolj zanima, da prav gledaš. Da prav gledam, je taki hardcore, to ziher. V kakem smislu, da kaj se dogaja? Da je res full scene, da se full dogaja, da je full nahar, da... Full nahar. Tako.
In kaj pol ugotoviš o tem? Nič ne ugotoviš, sem pač res je fascinira me, kako lahko to sploh posnamejo, kako je to sploh možno, ker v realnem svetu tega ni. Zakaj te ne fascinira, kako lahko Polona hodi, pa normalno gre na WC, to te more fascinirati, zakaj vse ne boli, zakaj se vse ne razfuka, to bi te moglo fascinirati, ne? Ja. Ne, fascinira me bolj to, kako jim to rata vse skupaj posnet. To rata posnet. Ja. Ja, pa verjameš, da je to realno, to recimo, da lahko moški, ne vem, seksa 2 uri, brez da mu pride na pornofilmu, to mi že to v realnosti tudi? Mislim, da nikoli ne bomo tega vedeli. Jaz vem vse, zdaj pa te vprašujem. Po moje ne. To mora biti neka fora. Ja, mora biti neka fora. Okay. Ja. Ti, kaj pa pornofilme bi snemala kdaj, če ne bi vedeli, da si to ti? Če ne bi vedeli, da sem jaz, pa ajde bi. Bi, ja. Sam, če ne bi noben vedel, da sem jaz. Tam slejko prej se razve, ne? Ja, to je tisti problem, ja. To je tisti problem. Se pravi, ti, če ti hočeš, da te pornofilm vzburi, si boš dala ta hardcore, to norijo. To. Pa s svojim to gledaš ali sama? Jaz sem kar sama. Sama svoj ko njega ni doma, kralj. Ko njega ni doma. Ko njega ni doma, oziroma ko mene ni doma, ker večinoma mene ni doma. Ja. Tako da ja, večinoma jaz sama to gledam. Namesto da bi gledala te filme, ki so tu gor nalepljeni, raje gledaš porniček. To je tudi hardcore, ne? Samo je drugačno, to se streljajo. Ne? Ja. Pa recimo ti tukaj je prišel iz vesolja na obisk, ne? Dol na zemljo. To ni tako hardcore, ne? Ni, ne? Ok, a ti si bolj zapisali. Kaj pa drugače ti privat, si tudi bolj trde zgodbe ali si romantična? Ne, nikakor nisem romantična. Ne maraš romantike? Ne maram romantike. To dobiš kaj, sladkorno dobiš, kaj? Sladkorno, trombozo, infarkt, ne vem kaj vse. Vse to dobiš? Pač kriza, nobene romantike, jaz nisem za romantiko, sploh ne. Kaj pa pri seksu, tudi kar, da te zgrabi pa rom pom pom? To je to. Tudi pred igre ne maraš, kaj dobro, kaj? To je cool, ja, sam da ni romance, pa da ni teh svečk, pa tega. To ti ni? To jaz nisem za to, ne, sploh ne. Ne. Kaj pa morje, pa obala, pa sonček, sončni zahod, šum morja, Jan Plestenjak? Ne. Ne. Lahko je kjerkoli drug, samo ne. Samo ne. Komod, ni panike, plaža je cool, pač se je pesek povsod, pol sam se nima vedno. Ja, ti, kaj pa kakšna nenavadna mesta, kjer si se ljubila s svojim fantom ali s kom? To moram res povedati. Ja, pa tako res, da bo rekel, je kaj takega ekstremnega? Mislim, da ni. Neki baš, da bi zdaj rekel, meni se to zdi čisto random. Ja, ni neki. Mogoče, ja. Ja, meni mogoče, ja, ljudje so pa. Da čujem. Sploh, ne vem, če se še spomnim. To je že dolgo nazaj, no. To je že dolgo nazaj, pozabljena zgodba. Pa da rečeš tak, fuck, tule sem pa, ja, nekaj takega vredno omembe. To so res čisto tako brezvezne. No, Toplice, ja. Sam ne v bazenu, da smo na jasnem. Kje pa pol v sobi, toplice? Toplice ne, v tuših. V tuših? V tuših, ja. Stoje? V tuših, ja. Ok. Gre. Seveda gre, kje še? Na Blaku? Na tem pritličnem balkonu, ko je, kot res si vidijo, ne vem, kako je to šlo. Ok. Boš rada, da te gledajo? Ne, nikakor ne, to je bilo čisto tako spontano. Spontano. Ja. Ok. Drugo pa mislim, da ni bilo kaj posebnega. Ne, avti so tako čist klasična scena. To je klasika. Razen, če je med vožnjo, ti si pa malo neklasična. Ne. Okay. Ti, koliko je recimo, pa ne vem, seks, kolikrat na teden moraš ti to imeti, da si zadovoljna? Če gledam svojega vidika, jaz to počnem skoraj vsak dan. Kaj? Skoraj vsak dan. Z fantom ali sama? S fantom, ja. Vsak dan, pa handla on te tvoje potrebe, nore? Handla. Ja. Kaj pomeni skoraj vsak dan? Vsak drug dan? Ja, ali pa vsak dan dobesedno. Ali 5 dni, ne, pa 2 dni pauze. In če ne bi bilo vsak dan, bi bilo kaj, bila živčna? Kaj? Pa niti ne, ne bi bila živčna, pač pri nama je to čisto spontana zadeva. Pa kdo da pobudo, ti ali on? Kdo je bolj potreben? Enkrat en, drugič drug. Ampak to vam očitno zelo dobro štima, ne? Ja, ful štima. Čisto tako, kakor brije. To je za spoštovati, veš? Mogoče te to ne tako, ko razlagaš, te malo hecati, ampak dejansko te pa gledam, ne? Pa razmišljam. Misliš, da je to tako, ker pač to ni samo po sebi pomembno, veš? Mnogi pari imajo grozne težave v ljubezni, v seksu, v komunikaciji, gor dol. In to, kar ti tu razlagaš, če seveda je res tako,
to sama najbolj veš, ne? Pa da imaš ljubezen poštimano, da se imaš lepo, to je za spoštovati in to je za varovati. Ne? In to ne traja čim dlje, ker ni tako, da ker najdeš to na vsakem koraku neko tako zgodbo. To je v redu, veš? Ja, danes sploh ne. Danes ni tega. To je zelo v redu. Ja, sem imela pa dolga pot, da sem prišla do sebe. Jaz sem rekel, da ti jih je 30 prevaral, ne? Da si jih 15 ubila, ne? 15 jih še pa zdaj iščeš. Ne? Pri tem, ko smo že, da jih ubiješ. Ja. Ubije človeka samo tisti, ko je butast. Ker tisti, ko je pameten, točno ve, da bo šel v arest. In ne bo enega ubil. Ja, zakaj bi bil v arestu, ne vem koliko let? Zato je pa moja tista teorija, da tudi ti prevaraj, da ne boš ga ubil, ker si ti sam prastec, ne? Pa ga ne ubiješ. Ne? Ja. Ni tako neumno, tisto, kar sem rekel. Ne? Niti ne, sam čisto odvisen. Če enim je cool varati, enim ni, na meni ni. Ne? Jaz raj grem. Jaz raj grem in je to. Pa kak bi mogel priti zdaj tip, da bi te zmešal? Da bi me zmešal, pa da bi šla stran od mojega? Ja. Je opcija, je to opcija? Zdaj vem, kaj bi moj rekel. Če pride Massimo Torricelli, pol ona gre, sam ni res. Tudi kot pornozvezdnik. Ne. Pevec. Ne, on je bil pa... Že drugo ime, ko pojma nimam, kdo je. In to jaz, pizda. To je lik v filmu 365 dni. Bravo. Ja, to je to tak. To se mi pogovarjala. Mislim, da je rekel jaz, da je s tem, ko si da je za kurac, Ja. da 365 sicer kot film ni ne vem kaj, je pa tip dober, pa seks scene so dobre. Ja, bravo. Ja, on je dober, sam ne bi ga zamenjala, zaradi tega, ker jaz gledam širšo sliko. Če pogledam sam vizualno, je pač on igralec in je lep in logično. Ne? Nikakor mojega težko zamenjaš. Težko. Pa se zakaj bi ga menjala, če je fajn, ne? Odlični, ja, nisem fajn. Ja. Tana, tole mi še ti povej, no? Kaj nameravaš zdaj ti recimo iz sebe narediti v prihodnosti, zdaj gledaj tvoje karijere, ne? Ko se kaj na teh šovih, ali je to bolj hobi tvoj, pa je ta tvoja osnovna okupacija vendarle trgovina pa normalno življenje, ali bi rada z teh hostes, ne vem, go-go plesavk, body paintingov, nastopanja v spotih, recimo, bi rada od tega malo bolj živela, se to malo bolj izpostavila ali ne, ali ti čist paše tako, da imaš to kdaj za občasno, pa za kako žepnino zraven, pa je osnova služba. Dejansko bi mi pasalo, da bi se zadeva malo bolj nadgradila, zaradi tega, ker je res še vse skupaj ful frišno. Bilo bi fajn, no, zaradi tega, ker ja, je hobi, ampak je v bistvu pač tudi lahko pač nek vir nečesa. Ne? Kakšna slikanja si imela že? Ene par jih je bilo, ene par jih še planiranih, sam skupaj ne pridemo. To je pa pač catch službe. Kakšne slike, pa ta buduir, ali kako se reče? Buržoa, fotke, ene že sem naredila, ko grejo tudi v tisk, kmalu, konc leta. Kakšen tisk? Kam boš to dala? Ja, koledar bo z tega ratu. Koledar? Ja. Bo dokupo to? Ja, če bo, če ne, bojo imeli pa pubeci v delavnici. Bomo to malo spromovirala, vidimo, ko to bo bravo. Kaka pa boš gor? To je pa še skrivnost, to pa še ne povem. To še pa ne poveš. Ne, to pa še ne povem. Tako imam pri tebi občutek, eno slikco tvoja sem objavil na Instagramu, ne, da smo malo zreklamirali to, kar ta intervju zdaj, ki se dogaja, da se znaš ful spremeni, ta cosplay tvoj, ne, razumeš, da znaš, da ful drugačen lik postaneš, ko se zrihtaš, ali z lasuljo, ali z make-upom, ali z očali, da te res noben ne prepozna, da lahko dejansko si čist druga oseba postane, da se znaš tako v narekovajih zamaskirati. Vam prav, ne? Ja, to je point tega. Zaradi tega, da nimam v službi problemov, pa pač, da imam dobesedno mir, ne? Ker nisem znala zdaj ne vem koliko in vse že letijo sporočila, ja? Ti si pa ta, ti si pa ono, tretjo in rada v bistvu ločim privat, pa ločim slikca, ne? Ker pač point, danes je point vsega skupaj, da pač si na spletu neki, v živo neki, ne? Tako je danes. Razen tako jaz, ko sem posodenak, ne? Posodenaka budala, ne? To je pa tudi spoštovanja vredno, ne? To je pa tudi res, ja. No, zdaj pa što povem mogoče ob koncu, da ne bomo predolga. Kaj bi sporočila tem najnim gledalcem, ne? Nekaj takega, veš, prelomnega, da bi rekli, pizda materino, to je pa dobro povedala, ne? Prelomnega. Ja, mislim, nekaj takega, kar bi rada povedala, ne? Kar se ti zdi pomembno poudariti, pa se premalkrat pove, no? Ful pomembno poudariti je to, da je treba čim več biti v družbi, čim več, zaradi tega, ker s tem največ dobiš. Torej, stran od interneta, stran od državnih omrežij. Ja, dejansko. Ne, se je ful
ironično, kako se reče. V glavnem, ja, čim več v družbi, početi to, kar te veseli. Jaz komi čakam, da gremo jutri na avtošov na Hrvaško, zato da bom med ljudmi, da se dogaja. Pač res. To je najbolj važno, da čim bolj uživaš v tem, kar imaš rad. Da greš stran od računalnika, da greš stran od Instagrama, TikToka, Facebooka, med ljudi. Instagram, Facebook, Snapchat, karkoli pač obstaja še, je v bistvu lahko sam bonus. Pri vseh teh dejavnostih. Life je pomembno. Ja. To si lepo dejansko povedala, veš? Ja. Tana, izjemno me je veselilo biti v tej tvoji simpatični družbi. Res, da je bil dress code v planu, da boš zgoraj brez, ampak pa sem se spomnil, da je to YouTube, da to ni televizija, ne še opa, tako da si se dobro držala, moram reči, in da ti je za čestitati. Hvala lepa. Upam, da skaj pametnega povedala. Kaj bo ljudje rekli. Sem mogla. Si. Nič, draga družba, to je bila Tana. Upam, da boste videli na kakšnem motošovu, kakšnem drugačnem šovu, kjer bo aktivna. Zdaj prevetno bo takle zgleda, kot tu zdaj zgleda. V trgovini ne boste prepoznali, to vam garantiram, ker je čist drugačna. Je pa fajn punca in mislim, da si zasluži veliko več pozornosti in da bo dobila kakšne aranžmaje in kakšne ponudbe boljše, še več, kot jih ima zdaj. To je to, ne? Tako. To je to, ne? Hvala lepa, res, da si me povabil. Hvala te. Hvala Puju. Hvala Puju, da je bil priden. Tako. Evo, vidiš. Tako da super je bilo. Družba, uživite. Zdaj grem pa pogledati, če se sploh posneli. Čau.